in člani Slovenske demokratske stranke, gornice in gorniki, dragi prijatelji, dobrodošli v tem prelepem kotičku Slovenije ob smaragdni reki Soči, ki jo je pesnik Simon Gregorčič opisal z besedami: Krasna si bistra hči planin. Vsako leto se zberemo na tradicionalnem srečanju članic in članov ter simpatizerjev Slovenske demokratske stranke, da si naberemo moči za delo, ki je pred nami. Letošnja jesen bo zagotovo pestra. Čaka nas referendum o drugem tiru, pa predsedniške volitve in morda še kaj. Srečanje pa je priložnost, da skrbi za trenutek odložimo in se poveselimo, poklepetamo s prijatelji in znanci ter člani vodstva Slovenske demokratske stranke. Z nami so predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, podpredsednica SDS in poslanka Jelka Godec, podpredsednik in poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver s soprogo, poslanki v Evropskem parlamentu Romana Tomc in Patricija Šulin, generalni sekretar SDS Janez Smežan, vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko, poslanka in predsednica ženskega odbora Nada Brinovšek, poslanec in predsednik Slovenske demokratske mladine Žan Mahnič, poslanec in hkrati tudi domačin Danijel Krivec, poslanka Eva Irgl, poslanec Franc Breznik, poslanec magister Branko Grims, poslanec Bojan Podkrajšek, poslanec magister Andrej Šircelj, članice in člani izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke
predsednik kluba seniorjev in seniork magister Zvonko Zimraj, predsednice in predsedniki odborov strokovnega sveta ter forumov SDS, predsednik Zbora za Republiko France Cukjati, kot rečeno, predsednica inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Andreja Valič-Zver, predsednik Združenja VSO Aleš Hojc, župan občine Bovec Valter Mlekuš in častni predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala, Zveze slovenskih gorniških klubov, dr. Anton Jeglič. Bovec nas s svojo neokrnjeno naravo vsako leto prijazno sprejme. Vse potrebno za naše srečanje pa vsako leto pripravi Danijel Krivec z ekipo gostiteljev, članov in prijateljev občinskega odbora SDS Bovec, za kar se mu vnaprej zahvaljujemo in ga hkrati vabim tudi k besedi. Najprej lep pozdrav vsem prijateljem, ki ste se danes zbrali tu. Lep pozdrav našemu predsedniku, lep pozdrav županu, lep pozdrav vsem evropskim poslankam in poslancu, lep pozdrav tudi mojim sošolcem v parlamentu. Jaz upam, da tako kot vsake leto nas je vedno več in kot vidim, še vedno prihajajo. Mi smo vreme naročili, mogoče je celo malo prevroče, ampak bomo že potrpeli. Navajeni smo, v jeseni bo verjetno še bolj vroče in tudi spomladi, tako da se moramo navaditi tudi na take okoliščine. Ampak glede na to, da večina od vas že dolgo prihaja na to tradicionalno srečanje in da mnogi med vami ste tudi gorniki, bomo potrpeli in se danes poveselili v dobri družbi in poslušali tudi, kaj nam predsednik pove, zato da jesen dočakamo pripravljeni. Tako da sem zelo vesel, da vas vidim v res izjemnem številu. Mislim, da nas je letos največ doslej in če bo tako raslo, bo počasi tudi naše letališče premajhno. Tako da uživajte v Bovcu, pridite še. Zdaj tudi žičnica laufa, najmanj smo obljubili, da se bomo peljali, tako da imate vse možnosti, da to izkoristite. In res hvala, da prihajate v Bovc, mi se bomo trudili še naprej. Uživajte! Zaradi njegovega prispevka k razvoju občine Bovec, pa tudi zato, ker s svojim nesebičnim delovanjem na vseh ravneh bistveno pripomore k blagostanju prebivalcev občine Bovec, je Danijel Krivec postal častni občan občine Bovec, za kar mu iskreno čestitamo tudi mi. Generalni sekretar Janez Snežan mu bo v imenu vseh nas podaril pereče darilo iz Goriških Brd. Svoj pečat k razvoju občine pa z vsakodnevnimi aktivnostmi daje tudi župan občine Bovec Valter Mlekuš. Vabim ga k mikrofonu. Spoštovani gospod predsednik Janez Janša, spoštovane poslanke in poslanci, evropski poslanci in vsi člani Slovenske demokratske stranke. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim tu v tem prelepem kotičku naše prelepe Slovenije. Mi smo ponosni na ta naš kraj, seveda pa smo ponosni na naše ljudi, ki so tukaj. Da smo trmasti in ustrajni, to že veste. Niti narava nam ne more priti do živega. Vse, kar je možno, se je zgrnilo na to dolino, ampak mi ustrajamo in ko sem lani vas z tega mesta pozdravil, sem
nekako s smokom v grlu rekel, da verjamem, da bomo naslednje leto pognali žičniške naprave. In danes vam z veseljem sporočam, da, kot vsi veste, da je naša trma bila takšna, da nam je to uspelo. Kljub temu, da je bilo precej skeptikov, le malo nas je bilo tistih, ki smo v to verjeli, ampak danes smo ponosni in ob sebi sem imel čudovito ekipo ljudi, ki sem jim lahko zaupal in tako pravi, tam, kjer so uspešni ljudje, v vsaki težavi najdejo rešitev. In mi smo jo našli in verjamem, da bomo tudi naprej. Jaz vam seveda želim en lep dan, da ga preživite tu med nami, da boste uživali in odnesli z teh koncev lepe spomine, lepe občutke. Kot vidite, tu pri nas se stalno nekaj dogaja. Vedno, ko pridete, je nekaj novega, ampak mi ostajamo na trdih tleh. Vse veste, kako je danes v politiki. Danes te hvalijo in te trpljajo po ramenih in že jutri te popljuvajo. Tako da ostanemo na tleh, na trdnih tleh in samo tako naprej. Verjamem, da smo začrtali prave cilje, ob sebi imam prave ljudi, pravo ekipo. Seveda velika zahvala tudi iz tega mesta Danielu Krivcu, članu vaše stranke, ki je zasluženo, res zasluženo postal častni občan. Brez takih ljudi, kot je on in ekipe, ki sem jo imel, se težko uspe. Jaz vam na naslednjih volitvah želim veliko uspeha in upamo, da bomo združili moči in tem ljudem v tej prelepi Sloveniji dali tisto, kar se zaslužijo. Imejte se lepo in še enkrat veliko veselje in čast mi je, da sem danes z vami. Hvala. Najlepša hvala gospodu županu. Letošnji poletni tabor smo naslovili Po poti miru. Pot miru je posvečena spominu na številne žrtve Prve svetovne vojne. Od leta 1915 do leta 1917 je bilo območje Zgornjega Posočja del Soške fronte. Tu so se bojevali, trpeli in umirali pripadniki številnih narodov. Iz tega obdobja so se ohranile mnoge ostaline, kot so strelski jarki, utrdbe, kaverne, spominska obeležja, vojaška pokopališča, kapele. Od 30. junija 2007 so muzeji na prostem ter najpomembnejše ostaline in spominska obeležja Soške fronte v Zgornjem Posočju povezani v Pot miru. V našo sredo smo povabili predstavnike društva Drajcen, ki je bilo ustanovljeno leta 1990. Zdaj šteje že 25 članov, ki so izredno aktivni. Iz majhne skupinice zanesenjakov, ki so se ukvarjali z zbiranjem ostankov, predmetov iz obdobja Prve svetovne vojne, je preraslo v dobro organizirano društvo z opredeljenim programom in začrtanimi cilji. Člani društva poleg zbirateljstva iščejo in odkrivajo nove najdbe. Z obnavljanjem jih ohranjajo pred propadom. Na delu terena, ki je zaznamovan Soško fronto, so v preteklih letih ustvarili pomembno zgodovinsko učno pot. Prikazali nam bodo življenje v tistem času. Na malo drugačen način bomo spoznali vsakdanje življenje vojakov na Soški fronti. Obljubljajo, da se bomo nasmejali do solz. Krasna si, Čiplanin, a oh, sirota tebi žuga, vihar grozan, vihar strašan. Prihrumel z gorkega bojuga, divjal čez plodno boravan, ki tvoja jo napaja struga. Zgorje, da daleč ni ta dan. Na tavo, jasen bo obok, krog tebe pa svinčena toča, in dež krvav in solz potok in blisk in grom, bitva vroča. Odsekla britva bodo jekla in ti mi boš krvava tekla. Kri naša te pojila bo, sovražna
pekaliravo. Takrat se spomni bistra Soča, kar gorko ti srce naroža, kar vode skrajnenih voda v oblakih tvojega neba, kar vode v tvojih poplaninah, ta čas pridrvi vse na dan, narasti v skipi v val strašan, ne stiskal meje se bregov, srdita čez branove stopi in tujca zemlje lačne utopi na dno razpeljenih voln. Krasna si, hči planina. Herr Kaufmann, uhvatio Brselira. Ajde, stani tu manjko tega. Ova ne radi. Ajde! Alo! Ljubite meni polec? Imao sam sreću, pala iza leđa. A hand granate? Ne hand granate. Da, hand granate. Šajze. Ne šajze. Hand granate. Ljubite razin? Si, kapitano! Jadno! Ja, Wo ist ein Gewehr? Nur vergessen! mi smo malca. Stelum ga gore, stelum ga dol, vsak dan. Je lepa nič. Grüß Gott, Kameraden! Grüß Gott! Rud! Herr Hauptmann, soldat Sulejmanović Mujo, prva kompanija, 4. bosansko-hercegovački puk. Hauptmann Anton Tošbar Špek, vodič za Rombon. Soldat Žafranko Pavlo, bataljon Masolir. Pun je pera, majko mu. Capitano degli Alpini, Paolo Rossi, 22esima compagnia, battaglione Saluzzo. Schöne Grüße, Capitano! Grazie, Claudio, grazie. Rud! Spoštovani gostje, prvo besedo bom podal italijanski kapetan, kljub temu, da nosi italijansko uniformo, tudi on zelo lepo govori slovensko, to da ne boste imeli nobenih problemov, kar se tiče jezikovnih preprek. Olaf je komodi. Grazie, capitano, grazie. Smo solidarni. Dobar dan, še enkrat lep pozdrav v imenu društva Drajcem Drajcem. Zaradi predstave, ki vam bomo čez nekaj časa zaigrali, bi želel na kratko predstaviti par dejstev o Soški fronti. Vsi vemo, da letos na nek način praznujemo 100. obletnico konca Soške fronte. Tudi kako je do nje prišlo? Takole bomo rekli, leta 14, malo pred začetkom vojne, so bile države Avstro-Ogrska, Italija in pa Nemčija povezana v trojni pogodbi, bi lahko rekli. Ob napadu na Srbijo je Italija proglasila nevtralnost. Zakaj? Tu so tri razlogi, približno tri razlogi. Omenil bom ta glavne. Prvo je bilo, da Italija pač ugotovila, da na vojno ni bila pripravljena. To na neke mere drži. Drugi razlog je bil pa ta, namreč pogodba, ki je zavezovala Avstrijo, Nemčijo in Italijo, je govorila o medsebojni pomoči v primeru napada na katerokoli izmed teh treh članic. Leta 14 je pa Avstrija bila napadalka, zato je Italija izkoristila to pravno dejstvo, lahko rečemo moderno, in se vojne ni udeležila. Razglasila je nevtralnost. Tretji in pa poglavitni vzrok ali pa razlog je bilo pa dejstvo, in sicer ozemeljske zadeve. Mi vemo, da se je Italija od vsega začetka želela nekaterih ozemelj, ki so bili v tistem času pod Avstro-Ogrsko. Govorim predvsem o Južni Tirolski, Goriški trst v Dalmaciji in tako naprej. Če bi šla Italija v vojno z Avstrijo in tudi v morebitni zmagi, bi verjetno ta ozemlja težko dobila. Zato je Avstrija, zato je Italija tisto leto po napovedi vojne proti Srbiji šla v pogovore z Antanto.
Drugače rečeno, šla je na pogovore v London. London, vemo, član za Tante, je pa pri tem izbiri lahko rečemo nekoliko bolj širokogrudna. Brez težav je ponudila tista željena ozemlja. Zakaj? Mi vemo, da ozemlja, ki jih prej imela Avstro-Ogrska, bi jih težko zapustila. Medtem ko Velika Britanija je v bistvu v tem primeru plačevala z tujim denarjem. Kadar plačujemo s tujim denarjem, ni problem, višina stroškov je nepomembna. No, posledica teh, bomo rekli, londonska pogodba je posledica teh pogovorov v Londonu. In to je tudi v bistvu že začetek Soške fronte. Zakaj Soška fronta, vemo vsi. Soča tam je odteče, in fronta je šla približno ob Soči. Od Bovca lahko rečemo tja do Tržaškega zaliva. Zdaj, kaj je tisto najbolj tipično za Soško fronto? Lahko bi rekli, med najbolj tipičnimi zadevami je prav domina nepremičnost. Nemci bi temu rekli, da je bila ta vojna sedeča vojna ali po nemško Sitzkrieg. Kaj to pomeni? Ne, da so vojaki ves čas sedeli v jarkih, pač pa da se fronta ni premikala. Na posameznih predelih se ni premaknila celotno obdobje vojne. Nekaj izjem seveda tudi je logično pri Gorici, na Krasu, pa leta 17 na Banšcah. Zdaj, kako je ta vojna potekala zelo na kratko? Vojaki so se najprej okopali. Na teh strelskih jarkih so dobili prvo varovanje, bi lahko rekli. Pred jarki so postavili strelske, torej žične ovire. Večina napadov, ali pa kar rečemo, vsi napadi, teh je bilo italijanskih 11, velikih, so se začeli na isti način, na enak način. Topniško obstreljevanje, ki je trajalo uro, 2, 3, dan, 2, 3, pa tudi več, če je potreba. V času teh artilerijskih topniških napadov se je vojska mogla nekam skriti. Zato so tudi pri nas bile zelo moderne in popularne kaverne. Kaj je to kaverna? Kaverna je preprosto votlina vsega na oživjo stano, kako se vojak skrije v času tega artilerijskega napada. Lahko rečemo takole. 11krat so Italijani poskušali prebiti Soško fronto. Brez večjih uspehov, vendar z ogromnimi materialnimi in človeškimi žrtvami na obeh straneh. Do jeseni leta 17 je bila Avstrija praktično že gospodarsko, vojaško, tudi politično na kolenih. Da bi nekoliko olajšali bojevanje v teh naših neprijetnih položajih v gorah, so skupaj z Nemci pripravili svojo edino, lahko rečemo, pravo ofenzivo, ki se je kasneje imenovala Čudež pri Kobaridu. Ta Čudež pri Kobaridu se je v bistvu začel pri nas in v Tolminu. Začel se je pri nas s plinskim napadom 24. oktobra 1917. leta. Malo tole za vami v tej smeri, dobrih 500 metrov, so Nemci vrgli toliko in toliko plina, ki je pomoril toliko in toliko italijanskih vojakov. Istočasno je avstrijska in pa nemška pehota iz Tolmina prodirala proti Kobaridu. Oba dva kraka sta se združila pri Kobaridu, od to tudi ime Čudež pri Kobaridu. V nekaj dnevih se je ta nemško-avstrijska vojska razvila po furlanski padski nižini, dokler niso Italijani s pomočjo Francozov in Angležov uspeli na Pjavi ustaviti. In to je v bistvu pa tudi konec Soške fronte. Vse ostalo, kar je sledilo, je pa v bistvu že druga zgodba. Hvala lepa za vašo pozornost. Slušaj, Tome, jesi ti domačin? Ti si vodič za ovaj rombon, je li? Slušaj, kako da ja dođem do mojih gore? Kako da ja idem do njih? A čuo sam ona s matračnice, je li? Čuo sam ima puno kaverni tamo. Iću ja noću gore. A neće da me trefi noću. Ali Tome, znaš šta je prije što idem? Počelo da me boli malo zub. Zub? Znaš ti Tome nekog doktora? Doktor je što 15 leta že, 2 leta ni več.
Znači, nema ga tu. Pa, da ti je rekao, evo, Tona, ti vod doktor. Evo za mene, ja sam doktor. A znači ti si... Ja, viš da sam. Ajde, uradi nešto za mene da me ne boli. A za su? Krkom, ovaj posljednji, znaš. Ja ću sve. Imaš ti neki alat? Imaš ti kamerno, imaš ti gote. Imaš neki alat? Imaš? Vrtle, eto mi te prvi. Kako da mogu da sednem na stolicu? Treba ti neki za konja, rej. Za konje to ti je dobro. Evo, uđi slubuj. Kad je za konje dobro i za nas bušnjake. Ajde sam. Što boli. Hauptmann drži. Slabo si vradio tome, nema zubanj. Su luftene. Još je hore. Da, ima luft. Ima luft, centimetar. Ovo jeste za konja, znam za potnice ili možda za muda. Ma ti muda, ti tudi će. Imaš neke veće tome. Mamo veće. Se prve vrši štampane, tu je. Ajde, a ovo su ti one veće, a? Ja baš tu nema. Čak, Hauptmann ne vidi. Veće bolje to ne. Ja ba ti se dva zlo. Veći ba. Se dva ovaj potjerno. Ajde, tome, samo požuri. Što voli majku. Vrši je smalo. I ti voliš ovo, jel? Evo Hauptmann, nemoj. Ajde. Drži. Smaka, čast tome. Baš si majstor. Vidi ga. Dođi se, smegi. Jesi dobiti u švajn? Kao u praseta kažeš, jeli? Kod presijeta je, ja. Baš je majstor ovaj tome, a? Vojste. Gdje mi domaš kaverno? Od ovo selo tu, kako beše, Flič. A Bovec? Kažu Janezi, Bovec, da. Sehr intelligent. Zahnarzt, Arzt, Fischer, Soldat, alles. Sve radi majkomu. Pravi Janez, prava majstorčina majkomu. Tona, baš tu mišno vidim. Šta je tome? Šta je tome? Šta je nešto da kao razmišljaš? Skoro s neki škaliran. Če ti? Udo, ja nisam cajt za Udo. Hauptmann! Ja vidim. Da ovo ja koliko što idemo, u tretu nisam bio na dvije rijete. Ja što? A da tu je razin? Šen? Razumem, malo u vaše. Moraš da kao da se briješ. Sad smo briti. Čekaj, ja ću te malo... Čekaj. Pa nisi obrijao. Pa sam se vrti jedna nazad, šta je u redu? Čekaj, malo tu ćemo. Ja ću te s bajoneta. Vidi. Ti ćeš kod dupe, ono praseta, znaš. Slušaj tome. Ti, kad ti sve znaš, je znaš i da čitaš. Ja veš da me mama naučila. Sam je umiren, tako ne? Znaš i da čitaš. Pa gdje pišem? Ajde ti pišeš. Pa veš ABC. Ja ne znam jedno, ne drugo. To zadnje. Ali kad znaš da čitaš, ja sam dobio pismo. Ja sam dobio. Znam da je za mene, pošto mi šalje sliku porodice. Ja sam višao da je to. Ja? Jer sam i ja volen. Daži. Čekaj. Ljubaš? Ne je slika majku i... Nije, evo je. Evo parče hleba. Evo sad ću da ti ispričam ko je koji. Groće familije. Ovo mi je žena, vidio. A meni djetić. Nemoj da pratiš Hauptmann. Ovo sam ti ja, vidi lepi dečko. Ovo mi je stari deda, babo. Evo mi mamu te. Babo. Babo, ja. A ovo vidio strina Ajša. A tante? Tetka, da. Još jedna tu strina Ferida. Tante Ferida Cvaj? Ti imaš puklo tek te. Tante Feride Cvaj, da. A ovaj bijeli tu ujak Ibro. A onkel? Jebote onkel, ujak, kako onkel. Onkel. Kako se čuje onkel? A ovaj mali što se smije tu u razeru Zijak. Šta je? Lepa ime Zijak, jeli? Neki zjak. Ne Zijak, Zijak. A ne zjak. A Gruda? Zijak. Ne Zijak. A ovo vidi 7 deca, jedan. Groće familije? Imala Fikreta da vidio. Prijatelj si? Pa godinu i pol bolan kad ja dole bio ono uradi, znaš. Zer klaniš? A ovaj tu sa debelom glavom kao da nije moj. Ti vas viš. Vidi, ima glavo ko... Čekaj da ga vide tu malo bliže, vidi ga. Ima glavo ko ono bure tamo.
Ajde, probaj šta piše o tome. Imaš. Čujem. Čujem. Evo tu. Ajde za njega. Sulejmanović Muro. Idu. Dragi Mujo. To sam ja. Kod nas je sve po starom, nema hljeba. Tu nimate hljebu. Imamo 3 doma. Neha od trente, neha za poldneva, neha od za petroke. Kakvi hljeb? Hljeb ti je ovo da jedeš. Ma ne, to je Imam ja tu belje još šucije. To je kroh. A ni ti nemaš hljeba. Imam 3 hljeba, kje boš ti mene pravo nije hljeba. Ajde, čitaj dalje. Evo, on ne zna šta je hljeb. Ajde, čitaj dalje. Umro ujak Imbro. O, jadni Imbro umro. Kako si verstanden? Kako ti kažeš onkel? Onkel nam nema više. Uzela hamahla. Če ni bilo drugega. Nešto ružno ti kaže, dobili smo još jednog člana porodice. Kako porodice, si lud? Tako? Ovo piše. Je muško. A još i to. Eto to. I zove se Mujo Korti. A još i to. Tvoja fata. Majku i jebem se, vidio šta mi roda na tome. Još jednog sa debelom glavom. Hoffman, nije moje, ali šta je tu je. Ovaj što ga uradio izgleda je pismen, majkomu. A oko Bog da onaj urlap dobijem pa da mu ga žvajznem na brzaka, kad si to štander. A tome, ti ako te Hoffman pusti kući, uradi jedno za mene. Kjerba. Jedno, uradi jedno za mene. Dam mu caj. Kako? Ja to Kuba. Uradi jednog za mene. Nije se odvesti. Pa ne uradi sa parama bolam. Kuba. Ja? Pa, a vi kupite. Kupi, mene je škoje da ponesla. Njega ptica donijela. Pa ti nisi normalan, Tone. Njega kao da je ptica donijela. Če pa vas nose, pošta. Kaj latornist? Oj, Ja ono? Da. Da, ima veze, kako ne? Čuknom, da. Mitroviću, ti si? Da, odmah, tu se šeta. Herr Hauptmann, frizist! Ovaj naš gore, kako beše Mitrović. Altsufir Mitrović. Ja on, Herr Hauptmann. Ajmo med željke terminu. A jetzt sind ganz anders. Was? 300 Italiener. Scheiße, 300 Italiener. Ajmo meni das. Muro! Da! Wir sind noch nach dem Stolz. Ima nas oko 200. Was ist das Stolz? Sagen wir uns. 200, Herr Hauptmann. Mach nicht, wir haben 200 beschnitten. Aber trotzdem aufpassen. Auch die Italiener sind sehr A gefährlich. nema problema. Mitroviću, slušaj muziku. Je loše, jeli? Schöne Musik, aber trotzdem aufpassen. Also, bis Gott. Da, nešto kao da se sve... Muro! Da? Pali kačker. Pa to treba da se gleda. Ideš unutar, da vidiš pogled. A? Pa tu ti je kao... A tu su svi kao da su se zalepili. Čeka, a s druge strane svi u pičku matovani ne vidimo. Gdje da gleda? Diese Seite. Nema niko. Aufpassen, Vorsicht! Nešto kao da se miče tamo u žbunu. Herr Hauptmann, ich habe eine Truppe Italiener gesehen. Was, Italiener? Kakao, jebo majko, ajde. Herr Hauptmann, Italiener je pao. Dođi mi trage. Sad još moram da ga nosim, majko. Ajde, a ne, tu. Ajde. Idemo tamo. Ajde. Ajde, baci ga ove. Ajde, daj.
Ajde, kravetino. Ajde, nosi ovo. Ajde, ne idu. Ajde. Evo ovako. Ima 300 kila, Bog te ubije. Šta je, nema tako. Čekaj. Stavi se sad su bosanskim rukama. Čekaj. Ajde. Evo ga, već diše. Vidite ako ima dece. Nove bambini, nove! Koliko ima? Ima više od mene, majko. Već diše, dobar je. Ajde, diže. Vidiš šta mi nosimo. Dajmo malo ruma. Dajmo da se smiri. Ti je bolje? Evo. Ajde, smiri se. Ti je bolje. Šta imaš tu? I dove ti je rođa, mija rođa, dove mi je rođa? Šta je rođa? Sad ti izgubio tamo kad si pao, znaš. Otišao ti po. Nećeš je vidat nikada više. Kregaš i jako Bogu da kažem. Samo vidi makaračine. Vera je finita, ne mora kazati. Ajde, kaži, bolan, šta imaš u to? Guarda mia famiglia, bella, Majko, što imaš dobru sestru. Ovo ćeš za mene, inače te nosim natrag, si razumio? Cosa dice? Tua sorella e lui Spoza. Ne, ja imam dosta tih žena, malo ovako za usput, si razumio? Nema così, da. Ajde, volim kaži kako se zove. Anna Maria. Anna Maria. Anu će za mene, no Izu tamo. Takole se ponavadi končajo naše predstave. Kljub tomu, da nosimo orožje in uporabljamo uniforme in uporabljamo orožje, vojne ne poveličujemo. S tem zadnjim prizočkom želimo pokazati, kako bi lahko reševali morebitne spore med državami oziroma narodi. Sa sestrom. Ne, to je veliko. Hvala nastopajočim za odlično predstavo. V lepotah doline Soče, tega raja pod Triglavom, pa bodo najbolj uživali udeleženci 22. poletnega tabora Slovenske demokratske stranke in gorniškega kluba Dr. Henrik Tuma, ki se začne danes in bo trajal vse do 5. avgusta, ko se bomo skupaj srečali na očaku Triglavu. Tako kot vsako leto smo tudi letos pripravili pester in zanimiv program za pohodnike in planince. Rdeča nit bo spomin na Prvo svetovno vojno. Z veseljem vabim na oder častnega predsednika Slovenskega gorniškega kluba Skala, Zveze slovenskih gorniških klubov, dr. Antona Jegliča, da nas nagovori. Slovenci in Slovenke, pozdravljamo vas v imenu Slovenskega gorniškega kluba. Že 22 let sodelujemo na gorniškem in SDS taboru v Lepeni. Družijo nas vrednote, ki jih imate vi napisani v svojem imenu. Svoboda, demokracija, Slovenija. Simbol svobode nam je vse skupaj Triglav. Simbol demokracije
nam je demokracija naših prednikov, naših karantanskih prednikov. Od njih so se demokracije lahko učili tudi drugi narodi. In Slovenija je simbol ljubezni do domovine, ki jo občutimo vsi, kadar nam govori naš pesnik Tone Kuntner. Ko ga slišimo, nas njegove besede zadenejo v globino duše. Svobodo smo Slovenci že večkrat izgubili, pa smo si jo spet pridobili na tak ali drug način. Hudo je bilo pred več kot 70 leti, ko smo izgubili tudi vrednote. Takrat so vrednote obrnili nasprotno smer. Božjega zapovedi niso več veljale, ne kradi, namesto te zapovedi smo dobili krajo tisočletja. Ne laži, smo dobili največje laži, ne ubijaj, smo dobili morijo. Slovenijo moramo dočakati svobodno. Dočakali jo bomo tako, da bomo dobili volitve. Pred nami je referendum, ko ga bomo dobili, je to tudi zmaga na volitvah. Tisti dan, ko bo Janez Janša prevzel s svojimi sodelavci in prijatelji največjo odgovornost v Sloveniji, se bo svoboda razlila od Triglava do Mure in do morja. Hvala dr. Jegliču, sedaj pa na oder ponovno vabim magistro Martino Prevejšek, ki nas je v uvodu razveselila slovensko himno. Your
poteka fotonatečaj pod naslovom Slovenija v srcu. Najboljše fotografije bodo nagrajene in tudi tukaj lahko izkoristite čas, da naredite fotografije in del tega raja ob reki Soči odnesete domov. Ob enem vas vabim, da po programu obiščete stojnico Nova obzorja, kjer lahko kupite knjige za poletno branje. K besedi pa vabim generalnega sekretarja SDS Janeza Mežana. Spoštovani gospod župan, gospod predsednik, z vodstvom stranke, spoštovane poslanke in poslanci Slovenskega in Evropskega parlamenta, lepo pozdravljeni v tem prelepem okolju. Še poseben pozdrav namenjam vsem članicam in članom občinskih odborov v Sloveniji, simpatizerjem, prijateljem, ki ste se danes v tako velikem številu zbrali na tej naši tradicionalni prireditvi. Pred nami so izzivi, vemo kakšni. Z enim smo se že spoprijeli, zbrali smo dovoljšno število podpisov za referendum in ob tej priložnosti naj se vsem, ki ste stali ob stojnicah, tisti vročini, prepričevali ljudi, da so šli podpisati, kar najlepše zahvaljujem. Vsaj še 3 volitev v jeseni, tiste najpomembnejše pa po moje prihajajo v naslednjem letu, to so državnozborske volitve in lokalne volitve. Ker smo vsi že začeli s pripravami, tako na glavnem tajništvu, kot tudi vi, naj vas v tem trenutku še posebej povabim in prosim, da vse svoje moči, vso svojo energijo v naslednjem letu posvetimo ravno tem dogodkom, da bomo na koncu lahko rekli, zmagali smo in ta zmaga bo tista prava zmaga. Ker pa se volitve seveda dobijo tudi z denarjem, oziroma dobijo z denarjem, brez denarja se ne da narediti skoraj nič. Slovenska demokratska stranka pa ni nikoli imela veliko denarja, predvsem pa ne botrov v ozadju. Vas prosim in želim, da z vsakim evrom, ki ga bomo uporabljali naslednje leto za volitve, referendum, ravnamo kar se da racionalno. Ta trenutek seveda ni čas, da delamo analize za nazaj, načrte za naprej, ampak je predvsem čas, da se poveselimo, družimo in se imamo lepo. Hvala lepa. Slovenska demokratska stranka smo ljudje. Skupaj smo že večkrat dokazali, da zmoremo in znamo, da nosimo Slovenijo v srcu. V SDS imamo izkušnje in znanje, vse potrebno, da Slovenijo ponovno popeljemo na pot blaginje. Vemo, kaj je potrebno narediti, da bo Slovenija domovina za vse. Dragi zbrani, predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za tako odlično udeležbo. Vsako leto nas je več tukaj pod Rombonom. Kot je dejal prej Dani, bo skoraj tudi to letališče premajhno. Ampak ker je Bovec v dobrih rokah, bodo tudi letališče povečali, tako da samo še dolgo zbirali tukaj. Zdaj vem, da niste prišli iz vseh koncev Slovenije tukaj poslušati dolgih govorov. Kljub temu pa mi dovolite par stavkov v tem dobrem razpoloženju. Tudi v pričakovanju toplega obroka, hvala bovškim gasilcem, tudi našim članom in članicam iz občinskega odbora Bovec za pripravo tega srečanja, vsega, kar je tradicionalno potrebno, da se imamo lepo, da se poveselimo in da se v Bovec radi vračamo. Torej,
predlagam en krepak aplavz za Danja in njegovo ekipo. Hvala tudi za to vreme, ki vendarle ni prevroče. Včeraj je bilo tukaj predvsej bolj toplo, če se milo izrazim, tako da bomo zdržali do konca. Zdaj od našega lanskega srečanja smo doživeli marsikaj, tudi tisti, ki smo že veliko tega izkusili, smo bili presenečeni kar nekajkrat. Človek ne more verjeti, kaj se je vse dogajalo in kaj se je vse odkrivalo. Vedeli smo, da imamo ukradeno državo, vedeli smo, da so nam že drugič v življenju naše generacije izpraznili državne banke. Nismo si pa mogli predstavljati, da so ta inštrument uporabili tudi za skoraj neverjetno raboto. Če komu v tujini razlagaš, ti ne verjamejo. Zdaj, tovariši so uspeli v letu in pol oprati za $1 milijardo iranskega denarja za teroriste, za nabavo sredstev za izdelavo jedrskega orožja, ki lahko ogrozi svetovni mir, in ob tem na neke tajne račune spraviti verjetno za kako polovično številko te vsote, se pravi nekaj 100 milijonov ameriških dolarjev, s katerimi so lahko kupili zadnje volitve in s katerimi lahko, če jim bomo dovolili, kupijo tudi naslednje volitve. To so ogromna sredstva, gledajte, nekaj 100 milijonov dolarjev, jaz vem, da si tega ne predstavljate. Ampak mi z vsemi našimi glasovi, z svetniki v praktično vseh občinskih svetih, z močno ekipo v Evropskem parlamentu, v državnem zboru in državnem svetu, iz vseh teh dohodkov, ki jih dobimo na podlagi dobljenih glasov, na leto ne zberemo 2 milijonov. Tam so pa za nas samo takšno, bom rekel, črno transakcijo z kriminalom zgodovinskih razsežnosti zaslužili, nekam spravili 200-krat več. To govorim zaradi tega, da se še enkrat tudi v tem lepem okolju zavemo, kako težka naloga nas čaka. Zdaj, vsemi temi rabotami in črnim denarjem so pokupili, obvladali praktično vse. Imeli so že prej 50 let podlage obvladovanja in Slovenska demokratska stranka je danes edina politična sila v Sloveniji, ki lahko stvari spremeni na bolje. Ko smo to govorili pred 8 leti, so nekateri prisluhnili, drugi niso. Mimo večine so ti stavki šli, ne da bi se jih dotaknili. Zdaj, ko smo to govorili pred 4 leti, so bile razmere dramatične in polovica volilnega telesa je ostalo doma. Oblast, ki jo imamo, je ne samo, da je bila izvoljena na nepoštenih volitvah, se pravi na ukradenih volitvah, ampak na te volitve tudi polovica ljudi sploh ni prišlo, ker niso verjeli v možnost spremembe. Ampak alternativa obstaja. Alternativa je Slovenska demokratska stranka in tisti kritični posamezniki, naši simpatizeri in tudi izven, ki se zavedajo, kaj se dogaja, ki so se pripravljeni angažirati tudi kot civilna družba, ko vidijo, da se krade iz naših žepov in naših denarnic. Vidim tukaj Vilija Kovačiča in ga toplo pozdravljam. Vsakdo, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja, pa tudi če je nas simpatizer ali pa če ni.
pa tudi, če nas ima rad ali če nas ne mara. Vsakdo, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja in se je pripravljen angažirati, iti na volitve in stvari spreminjati, je naš zaveznik. Kdor ni proti nam, ta je z nami in to je naše geslo za prihodnje volitve. Že prej je Janez dejal, da je v dobrem letu, ki je pred nami, pred Slovenijo, pravzaprav toliko volilnih izzivov, kot jih je pač možno. Imeli bomo predsedniške volitve, imeli bomo posredne volitve v državni svet, imeli bomo državnozborske volitve, imeli bomo lokalne volitve prihodnjo jesen, imeli bomo najmanj en referendum, ta bo najprej na vrsti septembra. Da je oblast se intimno zaveda, da je bila izvoljena na nepoštenih volitvah, na ukradenih volitvah in zaradi tega se vseh volitev boji. Zato tudi niso dovolili, da bi imeli hkrati predsedniške volitve in referendum, čeprav bi bilo to bistveno ceneje. Čeprav bi bilo to bistveno ceneje in čeprav bi zaradi tega bistveno več ljudi sodelovalo pri demokratičnem procesu. Ne, ampak to ni njihov cilj. To ni njihov cilj. O tem, da je treba to združiti, kričijo samo takrat, kadar so v opoziciji. Ko smo mi imeli vlado in so oni predlagali, da je referendum o zavarovalnicah hkrati s predsedniškimi volitvami, z naše strani ni bilo nikakršnih ovir. In če se spomnite, imeli smo predsedniške volitve, 2 mandata nazaj, in referendum o zavarovalnicah, ki se ga najbrž niti ne spomnite več, ampak samo enkrat se je šlo na volišča. Zdaj pa ne, ker se bojijo. Bojijo se tistega, kar je na drugi strani ključna garancija, ključni garant za spremembo. To je enega glasu. Vsakega posebej. Zdaj, ko smo v Sloveniji začeli z demokratičnimi postopki pred 27 leti, smo verjeli, da je zato, da zmagaš na volitvah ali pa da tam dosežeš dober rezultat, potrebno imeti dobro ekipo, dober program, dober nastop in to je tisto, kar odloča. Ampak to je velika iluzija. Če v Sloveniji verjamete, da boste zmagali z dobro ekipo in z dobrim programom, je to skrajno nevarno. Ker nič od tega ne odloča. Nič od tega ne odloča. Če bi izbira programov ali pa ponudba programov in ekip odločala, potem bila Slovenska demokratska stranka že dolgo časa neprekinjeno na oblasti. Ali pa tudi ne bi bila, bi nas premagal to z boljšim programom. Ampak doslej se jaz ne spomnim nobenih volitev, kjer bi se odločalo na podlagi programov. Vedno se je uporabljalo inštrumente, ki se jih da bodi si kupiti, bodi si jih ukradejo preko zlorabe tako imenovane pravne države. No, kljub temu je naš strokovni svet v zadnjem letu izdelal celovit program za naslednji mandat. Ne zato, ker bi iluzorno verjeli, da lahko s tem programom zmagamo na volitvah, ampak zato, ker vemo, da tak program potrebujemo od prvega dne po zmagi na volitvah. Zato, da priložnosti ne bodo šle mimo in da bodo izkoriščene. Vsak mesec je en resor, en odbor našega strokovnega sveta predstavil program za svoje področje. Torej, če vas kdo vprašal, ali Slovenska demokratska stranka sploh ima program, ga vi vprašajte, če je sedel na ušesih. Ker smo programe predstavljali intenzivno skozi zadnje leto, tudi zaradi tega, ker vemo, da tisti mesec pred volitvami je to praktično nemogoče. Predstaviš 10 ključnih točk, oni pa potem poročajo o tem, kdo je prišel na tiskovno konferenco, kako kravato je imel ali pa kaj takega. Takrat je to nemogoče spraviti do ljudi in mi smo to poskušali v teku zadnjega leta. Nekaj se je prijelo,
predvsem pa je važno, da vi to veste, da smo programsko pripravljeni. Naš strokovni svet je sestavljen iz ekipe, iz ljudi, ki natančno vedo, kaj je treba storiti kjerkoli. Od pravosodja do obrambe, do infrastrukture, do gospodarstva, financ in tako naprej. Ne samo, da vedo, večina njih se je že dokazala, imajo rezultate za sabo. Ne bo to odkrivanje tople vode pa učenje. Ne bo to nek mandat, ker prije nekaj profesorjev na Gregorčičevo in mislijo, da vladajo. To se namreč dogaja v zadnjih letih. S to ekipo in s tem programom smo pripravljeni na čas po volitvah. Kar se tiče pa volitev samih, pa to ne bo dovolj. Kar se tiče volitev samih, bo na teh volitvah prvič zmagati. Nobene boljše alternative ni. In drugič, boriti se moramo za vsak glas. Na naslednjih volitvah lahko zmagamo, če se bomo borili za vsak glas. Nekateri ste to že začeli in hvala vam. Zdaj tukaj vidim veliko znanih obrazov z naših dosedanjih bitk. Vidim obraze iz zastojnic, ko smo pomagali zbirati podpise za referendum o drugem tiru. Tisti veste, kako se boriti za glas. Ampak vsak glas je enako pomemben. Ne glede na to, kje ga dobite, ali na Goričkem, ali v centru Ljubljane, ali v Piranu, Novi Gorici ali Novem mestu, kjerkoli ga dobite, gre ta glas v skupno vsoto, v skupno vrečo. In na tej podlagi se mandati potem delijo. Ni cilj dobiti dovolj glasov, da bo odstotek dovolj visok za to, da se bo v nekem konkretnem kraju izvolilo konkretnega Janeza Novaka. In Bog ne daj nehati z napori takrat, ko se bo mislilo, zdaj pa smo mi tega našega kandidata že izvolili. Vsak glas, tam, kjer nekoga izvolimo in tam, kjer nikoga ne izvolimo, gre v skupno vrečo in je glas, ki šteje. Imamo proporcionalni volilni sistem, ki je v osnovi slab, izkrivljen in nerazumljiv, ampak ena zakonitost velja. Noben glas praktično ne gre v nič, če priješ čez prag, kar je dilema pri mnogih, mi se s tem ne ukvarjamo, in vsak glas šteje. Kjerkoli ga dobimo, kadarkoli ga dobimo, do zadnje sekunde, ko se zaprejo volišča. Do zadnje sekunde, ko se zaprejo. Zdaj, kako se bomo lotili tega podviga, smo že govorili na naših posvetih, govorili ste na vaših konferencah, današnje srečanje ni kraj in priložnost za to. Bodo še delavnice in vse ostalo, ampak večini vam, ki ste danes tukaj, to itak ni treba govoriti. Veste, kako se bori za vsak glas in na tej točki se bo odločilo, kakšna bo Slovenija po naslednjem letu. Zdaj prej je bilo tukaj za tem mikrofonom že povedanih nekaj besed o zgodovinski obletnici teh dolin in teh gora, teh rek, kjer danes gostujemo, slovenskega Posočja, kraja ob Soči. Videli smo tudi predstavo amaterske skupine, ki je bila skoraj lahko profesionalna, Drajci in Drajcin, ki zelo nazorno prikazuje, kako je takrat v tistih vojnih časih teklo takšno in drugačno življenje.
Zdaj, ko tudi naš letošnji tabor je posvečen obiskom teh ključnih krajev, kjer se je Prva svetovna vojna tukaj odvijala pred 100 leti, kdor ima čas, toplo vabljen, program je na naši spletni strani, da se pridruži, vse bo vodeno, organizirano. Ampak tukaj želim narediti eno primerjavo. Zdaj, pred 100 leti so v te kraje prihajali ljudje, pripadniki praktično večine evropskih narodov, predvsem vseh srednjeevropskih narodov. Borili so se na različnih straneh Soške fronte. Tudi naši rojaki Slovenci so se borili v avstro-ogrski, pa tudi v italijanski armadi, kajti Benečija je s tistim neslavnim referendumom nekaj desetletij prej pripadla Italiji. Brat je streljal na brata ali bratranec na bratranca. To je bil kraj velike tragedije. V posamičnih ofenzivah je padlo na 10.000 ljudi, na 10.000 mladih življenj je bilo izgubljenih. Zdaj, ko danes prijete v Bovec, Kobarid, v Tolmin, v Posočje, tudi srečate pripadnike različnih narodnosti, ki prihajajo sem. Nekateri tudi kot potomci tistih, ki so takrat tukaj umrli pred 100 leti. Ampak danes prihajajo v miru, kot turisti. Prihajajo zaenkrat še v glavnem, hvala Bogu, brez potnih listov. Zdaj, velik kontrast je v tej primerjavi. Časa pred 100 leti in časa, ki ga danes živimo. In najbrž ni treba posebej poudarjati, kateremu času dajemo prednost. Ampak ta čas ni samoumeven. Ta čas ni samoumeven. Te dosežke, ki so omogočili, da danes sem prihajajo turisti, da se družimo kot prijatelji, kot sosedje v miru, kot tisti, s katerimi živimo skupaj v Evropski zvezi. To ni Božje kraljestvo dano za vekomaj, ampak je to dosežek tistih, ki so se zavedali, kaj lahko privede do vojne in kaj lahko privede do mira. In so zato tudi delali. Z tega vidika je tudi Slovenija dolžna kot država, kot skupnost, kot formalen glas v mednarodni skupnosti, ne samo znotraj Evrope, izkoristiti se potencijale in vso svojo moč, ki jo ima za to, da se ta čas ohrani. Da se ta čas ohrani. Zdaj, in drugi kontrast je v tem, kaj Slovenija notranje je politično, z vsemi temi težavami, z ukradeno državo, z ropi naših žepov, domov in skupne lastnine državnih bank in vseh teh posledic nedokončane ali pa neuspešne tranzicije. In drugo je še vedno zelo ugodno zunanje okolje, ki ga je potrebno izkoristiti v skupno dobrobit. Zdaj, verjetno v tem trenutku ni bolj primernega kraja, kot je Posočje, po tej stoletnici, te 12. soške ofenzive, kjer je bila rojena tako imenovana bliskovita vojna. Na teh pogorjih se je rodila taktika, ki je danes znana pod pojmom bliskovita vojna. To ne izhaja iz Afrike ali pa iz Francije, izhaja iz Slovenije, iz Posočja. Učbeniki o tem so bili najprej napisani na podlagi tega preboja v času 12. soške ofenzive, oziroma tako imenovanega čudeža, ali pa kot pravijo Italijani, katastrofe pri Kobaridu. Zdaj, in ta zgodovinski spomin naj nam pomaga tudi pri premagovanju današnjih težav oziroma težav sodobnega časa. Tudi tako, da se zavemo, kaj je tisto, kaj je dobro in kaj je treba čuvati in kaj je tisto, kar je slabo in kar je
kar je treba spremeniti. Zdaj, od nekod že prihajajo mamljive vonjave, kosilo se najbolj že malo postalo. Tako da vsem skupaj želim dober tek, prijetno druženje še danes. Naredite čim več načrtov o tem, kako bodo posamični odbori še posebej znotraj regij, regijskih koordinacij sodelovali v tem izzivu, ki je pred nami. Predvsem pa se dobro imejte, poveselite se in naslednje leto spet nas videnje v Bovcu. Hvala lepa. Dragi zbrani, pridružila nam se je tudi soproga predsednika Slovenske demokratske stranke, Urška Bačovnik-Janša, ki jo prav lepo pozdravljamo. V imenu Slovenske demokratske stranke in Slovenskega gorniškega kluba dr. Henrik Tuma bi se želeli zahvaliti predsednik občinskega odbora SDS
Govec gospodu Danijelu Krivcu ter bovškim gasilcem za pomoč pri pripravi srečanja. Prav tako se zahvaljujemo vsem sodelavcem glavnega tajništva SDS. Hvala tudi vsem regijskim koordinacijam SDS in drugim skupinam, ki ste današnji dan izkoristili za promocijo svojih lokalnih dobrot ter svojim prispevkom poskrbeli, da je danes še bolj pestro. Bovški gasilci so pripravili že nekaj zapletov, za dobro vzdušje v nadaljevanju bo skrbel ansambel Kolorad. Vabimo vse, da se ob zvokih tudi zavrtite. Vsem vam želim veselo popoldne in še naprej prijetno druženje. Najlepša hvala. Res, res, res.